Lepo pozdravljeni, spoštovane ljubitelice in ljubitelji celjskega nogometa. Zdaj bomo besedo dve spregovorili še o mlajših klubskih selekcijah, ki so prav tako na zasluženem, recimo temu, zimskem odmoru. Jani Žilnik, vodja Akademije nogometnega kluba Celje z nami. Jani, pravšnji naslov ste za nekakšno oceno prvega dela tudi mlajših klubskih selekcij. Kadeti in mladinci, njihova lestvica šteje skupno, so trenutno na 6. mestu, v državi zelo visoko, da ne rečem povsem na vrhu, so tudi vse preostale mlajše klubske selekcije. Kaj se dogaja v Celjski akademiji, kako ste zadovoljni z delom, pa seveda nekaj malega tudi z rezultati, čeprav verjamem, da niso samo rezultati v tistem prvem planu. Ja, vsekakor, tole zadnja ugotovitev je prava. Mi, odnosno tudi sam vodim vso zadevo v to smer, da predvsem naše delo temelji na individualnem izboljšanju vsakega posameznika. To v globalo na en mal daljši rok prinese tudi dobre moštvene rezultate. No, tudi temu je v tej jeseni tako. Mislim, če začnem pri najstarejših, mi smo lansko sezono končali najuspešnejše do zdaj. In sicer so mladinci in kadeti v skupnem seštevku osvojili 3. mesto v državi v 4-članski prvi enotni ligi. Tako da, kar se tega tiče, rezultat je bil ne samo dober, ampak res izvrsten. Mislim pa, da s tem tempom nekako nadaljujemo tudi v to jesen. Morda pa bi se ostal malo pri mlajših selekcijah, kjer smo, bom rekel, prav tako zadovoljni z rezultati, vendar rezultat ni to osnovno merilo. Nekako merilo je, kako funkcioniramo na igrišču, kako superiorne so naše ekipe. Pač zaenkrat v tej nižji starosti v regiji. Ekipe U15 že tekmujejo na celem vzhodu Slovenije. Posebej bi mogoče izpostavil to tako imenovano najstarejšo mlajšo ekipo U15. Odlične tekme, odlično vodeni strani Gobec Marka. V letošnji jeseni si delijo prvo mesto z Mariborom in seveda smo vsi v pričakovanju, če jim bo tokrat uspelo osvojiti prvo mesto tudi spomladi. To je že selekcija, kjer prihaja do izraza prvič resno tudi v rezultatskem smislu tudi sodelovanje s šampionom. Tako je. Mi v naše delo nekako posebej v zadnjem letu, začeli smo pa pred letom in pol, tesneje sodelovati z ekipami in s trenerji šampiona. Povezava pa poteka in je zelo malce bolj naporna mogoče, ko smo si zastavili vsi skupaj, seveda vsi trenerji na obeh straneh, nekako poskušamo najti najbolj optimalno mesto za vse igralce. Čuje se to zelo lepo, vendar fantje so živa bitja, vsak bi rad igral na določeni poziciji. Eni so v rasti morda še U13 fanta, eni že v pravi deci, kot rečemo. Tako da je, rekel, tudi z njihove strani zelo naporno, v bistvu, da nekako, ker se morajo bojevati v bistvu te manjši, pa malce mlajši, z starejšimi, večjimi. In hkrati večji in tisti bolj odgovorni so že blizu resnega nogometa in nekateri v tej selekciji že začnejo trkati na vrata državne reprezentance in tudi v tem našem primeru je to tako. Tako da, bom rekel, je res jih že veselje gledati. Tempo se že približuje, bom rekel, pravemu nogometu. Po drugi strani pa so še vedno otroci in jaz jih ne bi preveč obremenjeval s tem rezultatom, kajti že sami odrasli nas dostikrat, posebej trenerje, nas dostikrat zanese tudi ta osnovna misel, da je potrebno zmagati. Pa temu v mlajših kategorijah ni tako. Celjski klub ima obilo reprezentantov, vključno seveda tudi s članskim. Ta hip še bistveno več je teh v mlajših selekcijah. Je to tisti glavni magnet, s katerim privabljate tiste najmlajše v šolo celjskega nogometa? Kakšni so pravzaprav pogoji, kako so nenazadnje tudi starši pa igralci sami, tudi vi, trenerji, na in ob igriščih zadovoljni s temi pogoji za delo?
Zdaj bom tako rekel, z novo umetno travo, ki smo jo pred letom dni dobili, moram reči, da so se pogoji bistveno izboljšali. Tisti, ki smo dnevno praktično na igrišču, vemo, kaj to pomeni, se pravi otroci in trenerji. Vse ostalo, bom rekel, je postranskega pomena. No, druga plat je, da ustvarimo dober kolektiv trenerjev, ki vsi skupaj vlečemo v isto smer, imamo rdečo nit. Jaz se na tem področju zelo prizadevam, da bi bili tudi trenerji tim, da bi tudi vsak trener znotraj naše ekipe lahko napredoval, da bi se izboljševal, da ne bi bili samo igralci deležni tega, ampak tudi trenerji čedalje boljši in da bodo počasi tudi trkali na vrata, bom rekel, višjih selekcij. Seveda pa na tej poti tudi trenerska pot znotraj kolektiva je trnava, tako kot tudi fantje se morajo prebijati v starejše selekcije, tako da bom rekel, je ta drugi del, se pravi trenerski kader, bom rekel, poleg infrastrukture seveda, pa morda bi ga dal celo na prvo mesto, je najpomembnejša stvar v delo ene akademije. Seveda ne smem zanemariti tudi vseh ostalih ljudi, ki suportirajo, bom rekel, naše delo, predvsem od ekonomata, od gospoda Jankoviča, od gospe Nataše tudi, starejši se srečujemo tudi z njo, imamo določene aktivnosti tudi že na areni, pa od naše fizioterapevtke, od doktorja in ostalih služb, tako da dejansko je vse pomembno, vendar bom rekel, te stvari, dober trenerski kader, infrastruktura in pa seveda osnovni naš material za delo, to so žoge. Dostikrat čujemo, da imajo ljudje slabe žoge, da tudi v višjih, močnejših klubih pa za mlajše selekcije ni poskrbljeno. Jaz se trudim, da bi nekje vsaj do U13 imeli najboljšo kvaliteto, najboljše žoge fantje, tako da je tudi potem merilo, nekje se približujemo najboljšim. Seveda, še daleč smo od tega, da bi rekli, da ne vemo, kaj še za postoriti, seveda je vse povezan tudi s financami in vsekakor bi bilo eno travnato igrišče za vadbo, bom rekel, nujno potrebno, pa morda tudi malo več prostora v slčilnicah na Olimpu in še marsikaj bi se dali, vendar za osnovno delo je poskrbljeno, za osnovne pogoje, tako da je na nas, da se točemo z najboljšimi in zaenkrat nam to uspeva. Tega še kakšno besedo, dve za konec, tudi o teh, ki prihajajo članskemu moštvu, to je tudi zelo zanimivo, od teh mlajših, tudi vaših varovancev na nek način v mladinski ekipi, ki počasi že trkajo na vrata članskega moštva. Gašper Koritnik, Juš Štusej in Lan Štravs so nekako najbolj opozorili nase. Zdi se, da so vsaj blizu temu, da odidejo člani celo tudi na priprave v tem zimskem premoru, tudi Stefan Močič, pa Stijan Čumhur, Lan Vidmar, tudi Jaka Korošec, torej kar nekaj takšnih je, ki že trkajo na vrata prve ekipe. Ja, praktično ste omenili, to je polovica ekipe, rad bi pa... Celje je razvojni klub in tu lahko mladi igralci vidijo nekako pot do popolnega razvoja in ustreznega prehoda v člansko ekipo. Mislim, da je tudi vodstvene strukture kluba so v zadnjem letu, bom rekel, uvidele, da je morda treba se najprej ozreti na domače dvorišče. Tudi cilj mojega dela, odnosno dela zadnjih 2 let v klubu je bil usmerjen pač v to smer, da predvsem baziramo na lastni akademiji in pa da na lastnih domačih igralcih, ki pridejo k nam, odnosno so pri nas v klubu že od vsega začetka, iz Celja in okolice, da začnejo formirati in pritiskati, bom rekel, na to našo prvo člansko moštvo. Jaz sem zelo vesel, da je teh fantov, da jih bo na pripravah čim več zraven prve ekipe. Po drugi strani pa bi rad rekel, da imamo tudi za njimi teh 7-8, ki jih nismo omenila, ravno tako perspektivnih, so malo mlajši, pa vendarle tudi oni opozarjajo, da ne smemo
pozabiti na njih in pa seveda še cela ekipa U17 in tudi že v ekipi U15 imamo 2 državna reprezentanta, tako da zaenkrat bom rekel, dela dovolj, fantov, ki kažejo potencial, tudi dovolj. Mene nikoli ni bilo strah, da bi s tem, kar imamo, da potrebujemo še nekaj, pa še nekaj. Jaz sem predvsem privržen za tisto, kar imamo, da to brusimo in vse bom naredil, da bomo probali iz teh fantov izvleči čim več. Tako da najprej, da se pokažejo v Celju, v mestu, potem pa tisti najboljši, da gredo tudi za zelo težkim kruhom v tujino. Janez Žilnik, najlepša hvala za pogovor in veliko sreče tudi naprej. Hvala lepa.